Nogomet za vse je strokovni program Nogometne zveze Slovenije, v okviru katerega so ena od ciljnih skupin tudi nogometni veterani. Za mnoge nekdanje aktivne igralce je ohranjanje stika z žogo in travnato površino primeren način rekreacije. Na turnirjih in tekmah dodajo veselju ob druženju tudi kanček nekdanjega tekmovalnega naboja. Posebej zanimiva so srečanja nekdanjih tekmecev, ki so pogosto tudi preplet spominov in nostalgije, še posebej, ko gre za raznovrstne nogometne vezi, ki so se stkale med našo in reprezentanco Hrvaške. Tradicija je izbrani vrsti letos prvič pripeljala v Nacionalni nogometni center Brdo pri Kranju. Tudi tokratna tekma je pokazala, da leta morda odnesejo nekaj svežine, da pa osnovne nogometne veščine ostanejo. Vidi se, da fantje, nekateri so že malo v letih, ne morejo več toliko teči, ampak tehnika ali pa neke čiste podaje, kakšne akcije smo videli. Občutek pa je vedno. To, ko enkrat imaš, potem več ali manj to imaš skozi. Cimerotič, Šimunđa in Karič so bili slovenski strelci ob porazu s 3-4. Za Hrvate so bili uspešni Kozniku, Novakovič, Vincelj in Vidovič. Kot se spodobi za tekme sosedov, ne glede na rang in kategorijo, je seveda v igri še za odtenek več tekmovalne vneme. Več ali manj smo mi taki karakter, ki ne maramo gubiti ne turnirjev, ne prijateljskih tekm, tako da vedno bo rivalstvo, kajti poznamo se že dolgo časa, tudi ko smo igrali, je bilo vse na nož. Rivalstvo ostaja vedno in tudi fantom verjamem, da ni vseeno, da smo zgubili, ampak tako pač je v nogometu in tudi kakšen poraz treba sprejeti občasno. Moče malo si razočaran, ker si pa zgubil doma, ne? Ampak jaz upam, da, kot sem rekel, da bo več akcij in da bomo mi tudi formo popravili. Napeto je bilo, ampak lahko bi bilo tudi izenačeno in da bi gledali potem 11-metrovka. Hrvatje sicer menijo, da tekme niso odločili zgolj zadetki. Ljepše izgledamo u ovim dresovima, tanji smo od malo od svojih kolega, ali imali smo i možda dvojicu mlađi koji su spremni, koji su stvarno u treningu, koji su odlučili utakmicu. Ampak gostov ni navdušila samo zmaga, ta je vendarle v drugem planu takšnih tekem. Ali još veće zadovoljstvo što ste nas ugostili na ovom prekrasnom travnjaku i objektu i mogu reći da se uz pobjedu lakše diše nakon utakmice. Da je bilo i drugčije, mi bi bili isto zadovoljni, jer ovo je prelijepo druženje. Selektor Elzner je v prvo 11-terico ob že omenjenih strelcih uvrstil Boškoviča, Englara, Kosiča, Jermaniša, Binkovskega, Florjančiča, Pateja in Sešlarja. Na klopi so začeli Dobanović, Mitraković, Novak, Saša Gajser in Bulajić. Sodil je prvi slovenski sodnik v Ligi prvakov Darko Čeferin. Mislim, da primanjkuje takih akcij. Vidi se tudi, da smo malenkost neuigrani. Drugače kot nasprotnik se vidi, da igrajo zelo dobro. Vidi se, da verjetno tudi trenirajo in igrajo te lige veteranske, kar je tudi bilo vidno. Prijatelji smo ostali, fanti, što kažemo, i dan danas čujemo se tako. Šteta što i kod nas i kod vas je dosta izostanaka, pa bi bilo to još i veća fešta. Mi ni žal, da sem prišel, tekma je bila borbena in res so pokazali, da niso še za pokoš igralci. Oziroma, kot poudarja naš hrvaški sogovornik, jako lijepo što se možemo uopće kretati po terenu u 50. godinama. Dokler je volja, tudi leta niso nobena ovira. Naj torej ne bo odveč, če še enkrat ponovimo, kar smo že velikokrat. Enkrat nogometaš, vedno nogometaš.